Bor, kateri junak iz računalniških iger je pa tebi nazadnje vzel v življenje? Ali pa 2 ali pa 3? Timo. A te to razjezi? Ne. Ne? Čist nič? Ne, nikoli. Sicer si polprofesionalni e-športnik, tekmuješ v League of Legends, ampak kaj to točno sploh pomeni polprofesionalni e-športnik? Polprofesionalni športnik se mi zdi, da sem zato, ker večina iger, ki jih jaz igram, jih še vedno igramo doma. Ni tako, da bi prav mogel igrati on stage, kot naprimer igrajo ljudje v tej Evropski ligi pa Ameriški ligi, ki si pač v bistvu 3 mesece pol v Berlinu in igraš vsak teden 2 igri prav on stage. Pa da se še zmeri, ja, večina igri igramo doma, vendar upam, da daj lahko mogoče full time pač pro gamer, oziroma profesionalni igralec. Igraš računalniške igre za denar? Ja, nekako. Tako kot tekmovalci, kako pa potem treniraš? Tako kot v vseh ostalih športih, pač se dobimo skupaj, igramo tistih 5 iger in to je to. Po naši anketi sodeč bi ti zavidal marsikateri mladostnik. Mi smo namreč v Novem mestu preverili, kaj dijaki menijo o računalniških igrah, so jim fajn ali pa ne. Moj nik v igrah je Hagasat. Najraje imam strelske ali strateške igre in v bistvu igram igre, da postanem nekaj, kar ne morem biti v resničnem življenju. Videoiger ne igram, zato ker me ne interesirajo. Rado počnem kaj drugega, grem s prijatelji, berem kakšno knjigo, poslušam glasbo. Se mi zdi vse to bolj produktivno in zabavno. Metanje časa stran za igre, po mojem, ni res. Pokažejo neko zabavo, pokažejo neko vezanje prijateljstva, tudi posebej, če so kakšne igre, ki se igrajo preko interneta. Ko zmagam, se počutim bolj veselo, zadovoljno. Naučiš se nekaj, kar drugače ne bi v življenju se naučil kar tako. Iznajdljivosti, razmišljanja o različnih situacijah, kaj je treba narediti naprej, kaj je treba popraviti. Še kar zelo kompetitiven sem. Zna se zgodi, da kdaj pa kdaj zaigram malo preveč, pa se naučim toliko, ampak drugače se zadržujem in nikoli ne pretiravam. V preteklosti sem dosti igrala videoigre, trenutno pa zanje nimam časa. Sami dosti vzame Facebook, Snap in pa Fant. V virtualnem svetu je veliko več možno kot v realnem svetu. Veliko več se lahko doseže, veliko lažje priti do tega. Zato ti daje to nek lažen občutek do uspeha, ki je tudi dober in mogoče tudi to rabimo, da se malo bolj aktiviramo. Zdaj sva slišala, kaj so mladim dale računalniške igre. Kaj pa tebi? Katere sposobnosti si ti ukrepil? Zdi se mi kot pri sebi, da sem največ dobil na teamworku. Definitivno, še posebej, ko igraš kot ekipo, je to zelo pomemben. Pa tudi zelo veliko se pozna pri igricah meni, da ta hand-eye coordination, da to tudi da rata dosti boljše. Pri kakšnih igricah tudi zelo pomagajo refleksi, vendar pri moji igrici to ne toliko zelo, je več ali manj sam na strategiji pa na teamworku. Ampak jaz bom zdaj vsem pograbila te reflekse, pa kar predlagam, da jih malo testirava. Upam, da si za. Ja, lahko. Lahko. Jaz bom iz režije prosila za zvok poljuba, pa zvok krika. Tako, in rumeni lopaček uporabljava za krik, rdečega za poljub, pa bomo imela tudi še enega finega žiranta, ki bo določil zmagovalca. Midva pa greva kar naprej s pogovorom, prav? Ja. Kako pa je v Sloveniji razširjen v bistvu e-šport? Koliko vas je e-športnikov? Kolikor jih jaz poznam, nas je ne 5, sam verjetno se še kakšnega najde. Zdi se mi, da imamo tudi enega, ki igra trenutno na svetovnem prvenstvu v isti igrici, kot res v League of Legends. Ne kažem jih najbolj, sam še zmeraj igra na svetovnem prvenstvu, kar je že kar veliko. Drugače pa poznam še ne 2, ki pa igrata neko drugo igrico, sam te igrice ne poznam osebno neki dobro. Ampak kako pa sploh postaneš e-športnik? Zdi se mi, da nekako tako, kot pri vsakem ostalem športu, na začetku nekako igraš to zaradi tega, ker ti je zabavno in pol, če si dovolj dober v timu, začneš ugotavljati, da lahko mogoče z tega celo kaj več narediš in nekako samo upaš na to, da probaš najti ekipo in odvisno pol, koliko delaš, pa koliko veliko igraš, več ali manj sam na delu. Tako kot pri vsakem drugem športu, se mi zdi. Zdaj, dekleta v anketi so rekla, da ona ne igra iger, kar se mi zdi mogoče malo zavajajoče. Iz tujine prihajajo podatki, da je vsaj 50% deklet med tudi igralci iger. Kako pa je med profesionalci? Pri profesionalcih ne vem, zdi se mi, da je dosti manj ženskih igralcev, vsaj kar sem videl. Ima veliko ekip, pač tudi ženske ekipe, seveda, se mi zdi, da je dosti manj kot pač moških ekip.
Je pa res, da igra približno 45% pač vseh igralcev, ne bi bilo ženskih igralcev. Še ni zvoka. Kaj pa tvoji starši pravijo o tvoji karieri? Ja, na začetku so se malo sekirali, valjda so tukaj vsi starši. Sam pol, ker sem končal srednjo šolo, pa ker sem začel pač malo bolj resno igrati, pa sem videl, da tudi pač malo potem naokoli tekmujem za res, pa to so bili dosti bolj zadovoljni s tem in danes mi v bistvu sploh ne težijo nič glede igranja iger, mi pustijo na miru. A pa se da od tega živeti? Pa bi se dal, če si dovolj dober, oziroma še kar dober se da dosti dobro s tem živeti. Sam problem je, da čez čas si pol malo prestar za igranje iger, pa to tako, da ne moreš tega delati do konca življenja, sem se pa da zihar tam do 30 let. Je dosti športnikov, ki so stari tudi tako čez 30 že, pa igrajo pač na top levelu. Konc igre, da vidimo. Izenačena sva. Čestitam. In še zadnje vprašanje. A si kdaj računalniške igre tudi igral na zmenku? Prav na zmenku ne, sem pa kakšen let nazaj sem s punco igral pač League of Legends, ker so se v bistvu spoznala na nekem slovenskem LAN. No, dober nasvet za zmenek. Še več nasvetov za zmenek pa v žličkanju. Takoj zatem, ko nam retro loverja razložita, kako so bile audiokasete včasih povezane z računalniki. Hvala, Bor.